Običajno se najprej srečamo in tako je bilo tudi danes s pobudnicami in pobudniki, ki so vnaprej naročeni, imajo približno pol ure časa, da povedo svoj problem, včasih se seveda stvari zavlečejo, je pa namen teh srečanj predvsem predstavitev težav, kajti in nasveti, potem pa sledi reševanje v uradu varuha, kjer seveda podrobno preučimo zadeve, nekatere že prej poznamo, drugi so povsem novi. Moram reči, da je to tudi velika priložnost za ljudi, da lahko povedo marsikaj, da se pogovorijo, potarnajo in tako potem, ko potuješ širom Slovenije, ugotoviš, da je marsikaj skupno ljudem. So seveda občine, ki izstopajo ali po večji stopnji nezaposlenosti in tam je večja socialna stiska, to so predvsem na severovzhodu Slovenije, takrat je izredno hudo pri srcu, zlasti, ko vidiš odrezke nizkih pokojnin, ko ljudje poročajo o tem, da prejemajo nizke dohodke ali še teh ne. Zato sva bili s kolegico dr. Marzelovo, ki je tudi poslovala, torej mojo namestnico, danes zadovoljni, ko je župan Trilar, to gre za drugi del obiska, je vedno povezan z županom in predstavitvijo občine, povedal, da je tu nezaposlenost ena najnižjih, če ne najnižja v Sloveniji, da se giblje le okoli nekaj procentov in da so pravzaprav podjetja, ki že ne dobijo delavcev. S tem se v zadnjem času srečujemo tudi drugod, tako da to ni edina občina, ki tarna, da morajo zaposlovalci iskati delovno silo drugod. Torej v drugem delu po srečanju s pobudnicami in pobudniki moram reči, da so bili v moji skupini čisto vsi iz te občine, kajti v nekaterih krajih pridejo tudi od drugod. Tukaj so bili vsi iz občine Kranj. Potem seveda se pogovorimo z županom, ki predstavi tudi socialni položaj občine, sodelovanje s centri, stanje na področju otrok, zdravstva, starejših. Tu smo se seveda srečali ravno tako kot v drugih občinah s tem, da je prostora za starejše ljudi premalo v domovih, da bo treba poskrbeti ni tudi oskrbovanih stanovanj. Župan se nadeja, da bo v bodočnosti drugače in da bodo vsi starejši imeli tudi morda dementni poseben center, kjer se bodo srečevali, kajti vemo, da je demenca čedalje večji problem, s katerim se srečujejo ljudje. Veseli nas, da ni problemov na področju zdravstva, vsaj ne velikih, vendar tudi tu manjka nekaj zdravnikov, zlasti splošne medicine, ponekod drugod, predvsem pediatri, torej skoraj ni občine, kjer bi nas potolažili, da je vse v redu in da ne manjka nobeden izmed zdravnikov. Govorili smo o kategorizaciji javnih cest, to je namreč vseslovenski problem, vendar župan Trilar pravi, da ga občina obvladuje. Seveda je tudi nekaj okoljske problematike, o tem smo govorili tudi z županom, pa tudi s predstavniki civilne iniciative, ki so prišli na pogovor. Gre za kraj Laze, ki vam je najbrž tudi dobro znan.